Dober dan, gospe in gospodje. Dobrodošli na tej konferenci. Z direktorjem uprave kriminalistične policije pri DPU sva skupaj na tej novinarski konferenci zato, da podamo določena pojasnila, ki so mogoča v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj v predkazenskem postopku v gradbeni zadevi. Glede na to, da je pač policija tista prva, ki v takšnih postopkih začne svoje delo, predajam besedo gospodu Jevšku, potem bom jaz še nekaj besed povedala, potem bova na razpolago za nekaj vprašanj, vendar pa verjetno, glede na fazo postopka, na veliko vprašanj ne bo mogoče odgovoriti. Izvolite, gospod Jevšek. Hvala lepa, pozdrav tudi v mojem imenu. Na kratko vam bi podal nekaj osnovnih informacij v zvezi z zadevo, v kateri smo vas povabili. Kriminalistična policija je v predkazenskem postopku zbrala dovolj informacij in podatkov za razlog za sum, da je višji državni tožilec osumljen storitve kaznivega dejanja, zlorabe uradnega položaja ali pravic po členu 261 kazenskega zakonika, kjer je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi v času upravljanja funkcije višjega državnega tožilca zlorabljal položaj tožilca in se od dneh od 9.6. do 29.6. letošnjega leta večkrat sestal za osebo, ki je osumljena storitve večjega števila kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete. Kriminalisti smo v ugotovitvah takoj in sproti obveščali skupino tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki je tudi sicer pristojna za preiskavo in ugotavljanje okoliščin v znanih gradbenih zadevah. Skupina je tudi ves čas usmerjala preiskavo in pa ukrepe kriminalistične policije. K izvrševanju tega kaznivega dejanja je višjega državnega tožilca napeljal osumljenec, kateri je vedel, da je navedeni zaposlen na Vrhovnem državnem tožilstvu in da na ta način pozna podatke in vsebine iz odprtih kazenskih in predkazenskih postopkov in zadeve skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. 29.6. v popoldanskem času sta se tožilec in osumljenec zopet sestala. Po zaključku sestanka so kriminalisti tožilcu odzeli prostost, nekaj trenutkov zatem so odzeli prostost tudi drugemu osumljenemu. Zoper oba je bilo odrejeno pridržanje po členu 157 zakona o kazenskem postopku, ki policiji omogoča, da zaradi izvedbe nujnih preiskovalnih ukrepov in dejanj osebo pridrži najdlje do 48 ur. V trenutku odzema prostosti osumljencu, torej tožilcu, so kriminalisti našli pri njem več kopij policijske, tožilske in sodne dokumentacije, ter tudi za uporabo prikritih ukrepov zbrali dovolj dokazov, na podlagi katerih obstaja utemeljen sum, da je navedeni storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po členu 261 kazenskega zakonika, drugo osumljeni pa kaznivo dejanje napeljevanja k storitvi tega kaznivega dejanja. Kot sem že omenil, v zakonu o kazenskem postopku zelo natančno, torej zakon o kazenskem postopku zelo natančno določa pogoje, pod katerimi je lahko nekomu odzeta prostost. Zaradi tega smo takoj, ko so razlogi za odzem prostosti osumljenima prenehali, ob 54. uri pridržanje odpravili in osumljenca izpustili na prostost. Kriminalistična policija bo v nadaljevanju postopka zoper oba osumljenca podala kazensko ovadbo pristojnemu tožilcu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jevšek. Temu bi pač jaz dodala, da drži, da je v predkazenskem postopku, kot tudi sicer v predkazenskem postopku glede gradbenih zadev
sodeluje skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Tudi v tem primeru državni tožilec skupine sodeloval z kriminalisti. Ko bo, kot je gospod Jevšek napovedal, podana kazenska ovadba, bo seveda o tem državni tožilec tudi odločal, kako naprej. Moram povedati, da je bila strani policije dana tudi predlog za odredbo hišne preiskave. Temu preiskovalni sodnik, ki je bil dežuren, ni sledil, odredbe ni izdal. Državni tožilec bo pač glede na dokumentacijo, ki bo na razpolago, odločil o nadaljevanju kazenskega postopka. Rada bi opozorila, da je osumljenec v tem primeru državni tožilec, kateremu mandat še ni iztekel, da je državni tožilec dolžan varovati ugled in dostojanstvo tožilske službe in da tovrstna srečevanja z osumljenci so v nasprotju s tožilsko etiko. Seveda, kar pa se tiče kaznivih dejanj, zlorabe uradnega položaja, bo tožilec po proučitvi vse dokumentacije ocenil in seveda potem odločil tudi o nadaljevanju kazenskega postopka. Toliko z moje strani.